moje ime je Andrej Grah-Wotov in sem eden izmed 3, ki smo to konferenco sklicali. Ob meni sta še predsednik oziroma dr. Peter Gregorčič in tudi Tom Zalaznik. Vesel sem, da ste prišli in na tem današnjem dogodku vam bomo predstavili naše poglede glede referendumske kampanje in referendumskega vprašanja glede RTV Slovenija. Najprej bom govoril jaz, potem dr. Peter Gregorčič in na koncu še gospod Zalaznik, bo pa potem še tudi čas za morebitna vprašanja in odgovore. Najprej bi vam rad predstavil, zakaj sem se sploh odločil za vstop v referendumsko kampanjo kot fizična oseba. Tisti, ki ste spremljali medije v zadnjem času, ste videli, da je to videlo kar nekaj prahu. In dejstvo je, da sem vstopil v kampanjo zato, ker menim, da je iskreno in globoko menim, da je zakon, ki je bil sprejet v zatišju poletnih počitnic, nedemokratičen in tudi ustavno sporen, v neskladju tudi z osnutkom akta o svobodi medijev, ki se ravnokar na ravni Evropske unije usklajuje med državami članicami. Drug pomemben razlog je v tem, da ta zakon prav v ničemer ne rešuje pravih problemov RTV Slovenija. Pravi problemi RTV Slovenije, kot jih sam vidim, so povezani z zastarelým sistemom financiranja, zaradi katerega ima ta hiša že od leta 2017 dalje presežek odhodkov nad prihodki, torej izgubo po domače povedano, in ta izguba se iz leta v leto poglablja. Zato ta hiša ne more vlagati dovolj sredstev v program, zato tudi prihaja žal do ukinjanja oddaj, kot je prišlo v preteklem letu, ker enostavno je resursov, ki jih imamo na voljo, premalo. In ta zakon seveda tega vprašanja ne naslavlja, še več. To vprašanje, na katerega bi bilo nujno potrebno odgovoriti, in na to je RTV Slovenija opozarjala vlado že zadnjih več let, 6, 7 ali več let, še več, to vprašanje oziroma razpravo o tem vprašanju potiska globoko v prihodnost. Takrat, ko bo verjetno za RTV Slovenija oziroma za ta obseg, ki ga zdaj ustvarjamo, prepozno. Tretji razlog se pa skriva v tem, da se enostavno v javnosti že dlje časa pojavljajo napačne interpretacije, tudi neresnice, tudi laži glede situacije na RTV Slovenija in zdelo se mi je potrebno, da po potrebi tudi na resnico opozorim in odgovorim na morebitna vprašanja, ki se bodo pojavila s tem v zvezi. Kot sem prej omenil, je v zadnjih dneh prav moj vstop v kampanjo sprožil nekaj polemik v javnosti, na kateri bi rad zdaj odgovoril na tem mestu. Kot prvo poudarjam še enkrat, da sem v kampanjo vstopil kot fizična oseba. Vstopil sem tako, da sem odprl volilni račun in se prijavil na DVK, kar je transparentno in bom rekel pravi način za vstop v referendumsko kampanjo. V okviru te kampanje se opredeljujem zgolj in samo glede zakona RTV Slovenija, ne opredeljujem se do drugih 2 referendumskih vprašanj in tudi ne smatram, da je zakon RTV Slovenija, oziroma ta novela, vprašanje dnevne ali strankarske politike. Ne, gre za vprašanje našega najpomembnejšega javnega medijskega servisa v Sloveniji. Zato sem se v to kampanjo priključil. V zadnjih nekaj dneh so prišla na dan neka mnenja. V ponedeljek mislim, da mnenje Ministrstva za javno upravo oziroma vlade, ki je bilo potem podkrepljeno še včeraj z mnenjem Ministrstva za pravosodje, iz katerega naj bi izhajalo neka spornost te moje odločitve, da sem vstopil v kampanjo kot organizator, kot fizična oseba. Meni je zelo žal, da se obe ministrstvi, preden sta se odločili za to, da ste pač javnost obvestili o svojih mislih, da se niso obrnili na RTV Slovenija, kajti tam bi dobili dejanske, prave in resnične informacije in ne bi bilo nobene potrebe po nobenih špekulacijah. Zato naj tukaj na tem mestu jasno in glasno povem. Takoj po vstopu v kampanjo kot fizična oseba sem se najprej iz vseh morebitnih postopkov povezanih z kampanjo na RTV Slovenija predhodno izločil in
in istočasno tudi obvestil programski in nadzorni svet. Takšno ravnanje zahteva KPK, prav za primer RTV Slovenija, ki je v odločbi iz leta 2018, torej za čas prejšnjega generalnega direktorja, ugotovilo kršitev dolžnega ravnanja in zapovedalo, da je treba v tem primeru, ko nastane morebiten konflikt med opravljanjem dolžnosti generalnega direktorja in njegovo zasebno sfero, kar seveda kampanja kot fizična oseba je, storiti ta dva koraka. Se pravi, se izločiti, samo izločiti in tudi obvestiti oba organa, nadzorna in upravljalska organa te hiše. To sem vse storil. In mi je žal, kajti če bi s tema podatkoma obe ministrici razpolagali, verjetno ne bi napisali teh dveh mnenj, ki sta jih. Kaj pa še huje, po mojem mnenju je zelo jasno, da je prišlo do instrumentalizacije teh obeh mnenj, ki jih je izdala, poudarjam še enkrat, ministrstvo oziroma vlada v tej referendumski kampanji. Na podlagi tega dopisa mi je bilo vabilo na soočenje na televiziji Slovenija v ponedeljek nekaj ur pred samim soočenjem umaknjeno, preklicano. Tako da nisem mogel nastopiti v soočenju in tam predstavljati svojih stališč, svojih misli, svojih argumentov, ki jih imam kot državljan in kot prijavljen organizator referendumske kampanje pravico, ustavno pravico predstaviti v času volilne kampanje. In zato mislim, da je tukaj šlo do kršitve ustave, celo v tem delu, ki govori o pravici do sodelovanja prav vsakega izmed nas pri javnih zadevah. Tukaj bi želel še opozoriti na to, da je pri referendumu za drugi tir Divača Koper prišlo do situacije, ko je takratna uprava nastopila v imenu družbe, ki je javna družba, in takrat to vprašanje ni bilo sproblematizirano, takrat je pač uprava sodelovala v teh soočenjih in takrat do tega vprašanja ni prišlo. Zato mislim, da je evidentno jasno, da to, kar piše v dopisih obeh ministrstv, ne drži in na tem mestu tudi pozivam, danes bom pa tudi poslal pismo, oziroma dopis obema ministrstvama, pozivam ju, da oba dopisa dopolnita z dejanskim stanjem, torej z dejstvi in podatki in o svojem revidiranem stališču obvestita javnost. Glede na to pa, da je prišlo do kršitve, vsaj tako mislim sam, do kršitve moje ustavne pravice do sodelovanja pri javnih zadevah, v tem delu pa bom prisiljen uporabiti vsa pravna sredstva. Hvala lepa. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu in iskrena hvala, da ste prišli. Naj tudi sam začnem, sem Peter Regorčič in tudi sam sem vstopil v to kampanjo kot fizična oseba, sicer sem predsednik programskega sveta, vendar tukaj nastopam v svojstvu spravi fizične osebe. Prijavil sem se tako kot Andrej, v skladu z zakonom, poslal svoje obvestilo Državni volilni komisiji in odprl poseben volilni račun. Moji razlogi za vstop v volilno kampanjo so podobni kot Andrejevi. In sicer zato, ker nujni postopek med poletnimi počitnicami ni omogočal javne razprave, čeprav je ta po mojem mnenju bistvo demokracije. S svojim sodelovanjem želim volivkam in volivcem predstaviti tudi svoje stališče in poglede o tej noveli zakona, o kateri bomo vsi skupaj odločali na referendumu. Čeprav to kampanjo, kot sem že rekel, vstopam izključno kot fizična oseba, je k moji odločitvi za vstop vanjo botrovalo tudi dejstvo, da je na temo tega zakona tudi programski svet sprejel dva sklepa, in sicer 21. junija in 7. julija letos. S tema sklepoma je programski svet sprejel pripombe k predlogu vladnega zakona novele o RTV in jih tudi posredoval k odboru za kulturo Državnega zbora, ki je takrat ta zakon v drugem branju obravnavala. Pri tem so pripombe, to moram poudariti, programskega sveta zakon močno problematizirale in so v mnogih točkah podobne mojim pogledom. Državni zbor se do njih ni opredelil, javna razprava pa na to temo zaradi zlorabe nujnega postopka, kot že rečeno, ni potekala. Iz javne razprave ni bil izključen le programski svet. Še bolj problematično se mi zdi, da so bili iz javne razprave izključeni tudi vsi naročniki, vsi plačniki RTV prispevka. Naj preidem na predstavitev svojega stališča glede tega zakona. Kot prvo bi rad poudaril, da
sem proti temu zakonu najprej zato, ker predstavlja nevaren precedens na področju posegov politike in različnih interesnih skupin v neodvisnost medijev, predvsem javnih medijev. Naj pojasnim. Iz izjav vidnih politikov, ki so zakon sprejeli in ga podpirajo, jasno izhaja, da je glavni namen tega zakona predvsem odstraniti organe upravljanja in jih čim prej, nekdo je rekel takoj, zamenjati z novimi, sebi lojalnimi. To potrjujejo tudi tviti aktualne ministrice, v katero pristojnost sodi RTV Slovenija, to je ministrice za kulturo. S tem je vlada nenazadnje tudi celo utemeljila nujni postopek, ker je potrebno nujni postopek posebej utemeljiti, čeprav je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, to je strokovna služba Državnega zbora, opozorila, da ta postopek ni pravilno utemeljen. Zakonodajalec je tako, po mojem mnenju, za zlorabo parlamentarne večine sprejel prehodne določbe, po katerih takoj ob uveljavitvi tega zakona preneha mandat generalnemu direktorju, direktorju radija in direktorju televizije, ter programskemu in nadzornemu svetu, torej obema organoma nadzora in upravljanja tega zavoda. To močno spominja na pristop neliberalnih režimov na Madžarskem in Poljskem. Spominja torej, naj uporabim ta ljudski izraz, ki si prijevže, na tako imenovano urbanizacijo. Spomnimo, da je tudi na Madžarskem in Poljskem prav parlamentarna večina, ko je dobila izjemno veliko moč, zlorabila to svojo močno oblastno pozicijo in se s podobnimi zakonskimi spremembami znebila ne naših sodnikov, uradnikov ter drugih funkcionarjev. Če bo torej novela zakona o RTV Slovenija potrjena na referendumu in če tudi Ustavno sodišče po uveljavitvi tega zakona ne bo tako ostrih in globokih posegov politike v avtonomijo RTV Slovenija spoznalo za protiustavne, bo to po mojem mnenju jasen signal vsakokratni novi oblasti, da lahko sprejme nov zakon, s katerim bo recimo rekla, da trenutno izbrane organizacije niso reprezentativne, jih nadomestila z novimi, po mnenju nove oblasti z bolj reprezentativnimi in sočasno v prehodne določbe dodala še, da takoj prenehajo mandati organom upravljanja, zato da bi te organe upravljanja tega zavoda nadomestila sebi lojalnimi. Menim, da je to izjemno nevaren precedens, ki izpostavlja RTV Slovenija bolj kot kadarkoli prej arbitrarnosti vsakokratne aktualne vladajoče politike. Tega si res ne želim, zato sem proti takemu zakonu, ki evidentno niža demokratične standarde in izpostavlja ta pomemben javni medijski in kulturni zavod arbitrarnim posegom vsakokratne oblasti. Pomembna vsebinska težava tega zakona je po mojem razumevanju tudi ta, da upravljanje RTV Slovenija vnaša več politike, ne manj, kot nas poskušajo prepričati. Naj pojasnim. Trenutni zakon predvideva, da je v programskem svetu 16 članov od 29 na predlog gledalcev, poslušalcev in uporabnikov vsebine RTV Slovenija, civilne družbe, univerz in fakultet. Teh 16 članov, ki imajo sedaj v programskem svetu absolutna večina je 15, je pa 16, po predhodnem javnem pozivu, po transparentnem postopku, izbere in izvoli Državni zbor. Nov vladni zakon pa teh 16 članov, zelo dobro sem ta zakon prebral, po mojem razumevanju reducira na izključno 2 člana. Čeprav vladajoča politika govori drugače in omenja številne civilno-družbene organizacije, ki naj bi imenovali svoje člane v nov svet, pa v resnici, ko to zakon podrobno preberete, ugotovite, da nov zakon predvideva le 2 civilno-družbeni organizaciji. In sicer prva je Olimpijski komite Slovenije, ki imenuje enega člana, drugi pa je krovna organizacija invalidskih organizacij, ki prav tako imenuje enega člana. Naj pojasnim tukaj še za tiste, ki niste podrobno spremljali tega zakonodajnega postopka, da je bila ta organizacija naknadno vnešena na predlog invalidskih organizacij, se pravi preko amandmaja v drugem branju. Nov zakon torej ne depolitizira organov upravljanja, ampak tako imenovano politizacijo. Tega izraza sam sicer ne maram, ampak se je verjetno iz nekih pragmatičnih in prepričevalnih razlogov zelo dobro prijel v javnosti. Torej, nov zakon s tako imenovano politizacijo umika iz Državnega zbora, ki je vsem na očeh, se pravi, organe upravljanja umika iz Državnega zbora, ki je vsem na očeh v razne svete, ki jih prav tako imenuje politika.
ampak niso izpostavljeni tako intenzivnemu javnemu nadzoru. Pomislite pri sebi, spoštovani novinarke in novinarji, ali ste vedeli iz glave, kaj je to Nacionalni svet za kulturo? Ali kaj je to svet za trajnostni razvoj? Zagotovo ste vedeli za informacijskega pooblaščenca in za varuha človekovih pravic. Ampak, glejte, Nacionalni svet za kulturo, ali veste, kdo ga imenuje? Imenuje ga Državni zbor. Na predlog koga? Ne na predlog javnega poziva, na predlog vlade. Morda veste, koga imenuje svet za trajnostni razvoj. To je posvetovalno telo ministra. Imenovano je na podlagi sklepa ministra. Če malce karikiram in v šali rečem, to je skoraj tako, lahko imenujete svet za trajnostni razvoj, kot podpišete naročilnico za reprezentanco. Torej, to je položeno v roke enemu samemu funkcionarju, ministru, ne državnemu zboru, 46 poslankam in poslancem, ki morajo o tem odločiti, oziroma 90, ki lahko o tem razpravljajo. Tako, na primer, potem pa poleg tega enega člana, kot sem že rekel, imenuje še informacijski pooblaščenec, to je organ, ki ga zopet, glejte, izvoli Državni zbor na predlog predsednika republike, in enega člana varuh človekovih pravic, s katerim imam še najmanj težav, čeprav ga izvoli Državni zbor, ker je za njega potrebna dvotretjinska večina, ki jo je seveda brez sodelovanja opozicije zelo težko doseči. Če pa privzamemo tezo, ki jo vladajoča koalicija z namenom zagotovitve podpore temu zakonu širi v javnosti, da vsa imenovanja v Državnem zboru vodijo v politizacijo, iz take teze sledijo zelo problematični zaključki. Naprimer tudi ti, da so politizirani najprej vsi organi, ki bodo imenovali nov svet. Prav tako pa iz take teze sledi, s čimer se sam globoko ne strinjam, da so politizirana tudi vsa naša sodišča. Namreč tudi vsi sodniki, ki jih trenutno imamo, vključno z ustavnim, so bili izvoljeni kje druge kot v Državnem zboru. Glejte, gre torej za izrazito prirejeno retoriko predlagatelju zakona, po mojem mnenju za izključnim namenom pridobivanja simpatij javnosti in za drugim namenom prikrivanja dejstva, da je glavni namen tega zakona takojšen in celovit prevzem tega pomembnega javnega zavoda. Privzemanje teze, ki jo za nagovarjanje volivcev, ko veljavitvi tega zakona poudarja trenutna oblast, da je potrebno vse tiste organe, ki so zaradi svojega predhodnega imenovanja v Državnem zboru po mnenju trenutne oblasti ali bolj po prepričevanju trenutne oblasti javnosti politizirani, tako razrešiti, je izjemno nevarno. Zadnje dni veliko slišimo, na primer, spomnite se o tem, kako bo vladajoča politika depolitizirala sodišča s tem, da bo Državnemu zboru, ki je mimogrede po ustavi, po 82. členu, edini organ, ki ima pooblastilo odločati v imenu vsega ljudstva, torej politika zdaj pravi, da bo depolitizirala sodišča tako, da bo Državnemu zboru odvzela pristojnost imenovanja sodnikov in jih prenesla na predsednika republike. Ob analogiji za vladnim zakonom o RTV Slovenija se ob tem sprašujem, ali bodo tudi v tem primeru sočasno s prenosom pooblastil izvolitve sodnikov iz Državnega zbora na predsednika republike izvedli še razveljavitev vseh mandatov trenutnih sodnikov, ker so po njihovem prepričanju politizirani. Sam globoko upam, da ne. Kajti, če bi se to zgodilo, bi bilo to natanko identično tistemu, kar se je preko zlorabe močne oblastne pozicije zgodilo na Madžarskem in Poljskem in o čemer lahko sedaj prebiramo v številnih odločbah Evropskega sodišča za človekove pravice in tudi sodišča Evropske unije. Najprej idem na vsebinske razloge za moje nasprotovanje temu zakonu. Najprej skrbi me, da je namen tega zakona popolna politična podreditev vsakokratni oblasti. Torej, ravno nasprotno tistega, kar nam ves čas zatrjuje v javnosti. To skrb mi vzbuja dobro skrite varovalke v zakonu, ki tistemu, ki ima oblast, omogoča v rokah držati vse vzvode upravljanja na RTV Slovenija in ničesar ne prepušča naključju. Ko sem zakon prebral tretjič, sem šele to ugotovil. Poglejte, pojasnimo eno tako varovalko. Na varovalko, ki bo omogočala vsakokratni oblasti ohranjanje tega prevzema RTV Slovenija, je med zakonodajnim postopkom opozorila tudi zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Preberite, zelo vam svetujem, da preberete njeno mnenje. In sicer poslanci se na to, iz vladajoče koalicije se na to niso odzvali, iz meni neznanega razloga. Namreč prej sem rekel, da na primer na tisti predlog o invalidskih organizacijah so se odzvali. V zakonu je namreč zapisano, da članu novega sveta lahko mandat preneha že v primeru, ko KPK, torej Komisija za preprečevanje korupcije, izrazi zgolj sum storitve kaznivega dejanja.
Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju zapisala, da je to v nasprotju z ustavnim načelom domneve nedolžnosti, ki izhaja iz 27. člena ustave. In podala je predlog zakonodajalcu, kako naj to zadevo popravi. Predlagala je, da naj sum nadomesti za višjim standardom verjetnosti, to je s pravnomočno obtožnico. Poslanci koalicije iz meni neznanega razloga temu predlogu zakonodajne pravne službe niso sledili. Kar si lahko razlagam zgolj kot ohranitev tako imenovane varovalke, ki bo uporabljena v primeru potrebe discipliniranja katerega od novih članov sveta, če bi se jim slučajno izmuznil pri nekem predhodnem pregledu njegovih osebnostnih karakteristik. Če bo torej, špekuliram, nekdo novi oblasti ne bo več povšeči, bo lahko recimo KPK izrazila, da je zaznala znake kaznivega dejanja, takemu članu bo mandat prenehal, ko bo o tem odločil organ, ki ga je imenoval, vendar je notri dodatna varovalka, da mu takoj z dnem podaje suma prenehajo glasovalne pravice. Kasneje bo seveda lahko tak posameznik more biti spoznan za nedolžnega, ko bo lahko podal ugovor in pojasnil se okoliščine domnevnega ravnanja, vendar bo prepozno, saj bo že nedopustno sankcioniran v nasprotju z ustavnim načelom domneve nedolžnosti. Naj zaključim s tem, da je očitno večkratno protiustavnost tega zakona v svoji kolumni več kot odlično, včeraj za Finance, opozoril tudi priznani pravnik profesor dr. Matej Avbelj. Opozoril je, da je zakon protiustaven tako v procesnem, kot tudi v vsebinskem smislu. Profesor Avbelj je pojasnil, da zakon v procesnem smislu predstavlja eklatantno zlorabo nujnega postopka. V vsebinskem smislu pa da krši, naj navedem, načela pravne države, načela demokratičnosti, načelo delitve oblasti, načelo enakopravnosti, pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, ki sledi iz 44. člena ustave, ter, kako ironično, tudi pravico do svobode izražanja iz 39. člena ustave, v imenu katere naj bi se ta zakon sploh sprejemal. Naj povsem za konec, in s tem zaključujem, povem tudi eno osebno izkušnjo. O tem zakonu sem se sam in Andrej in ti, ki so z mano, pogovarjal z številnimi tudi zelo uglednimi pravniki. Vsi trdijo isto, kot si je profesor Avbelj upal zapisati včeraj v Financah. Vendar, ko so nam vsi dodali, tega nikdar ne bomo javno izrekli. Izrekli pa ne bomo zato, ker v tej državi so vsi posli povezani in ker se bojimo maščevanja trenutne oblasti, da bi nas kasneje kaznovala. Meni osebno je to izjemno povedno. Hvala lepa. Zdaj je moj predhodnik tako dobro povedal, da bo tole, kar bom jaz govoril, lahko izpadlo, torej, da bo v senci tega, kar je povedal. Torej, jaz sem Tom Zalaznik, v zavodu RTV Slovenija sem zaposlen še iz časov Socialistične republike Slovenije, torej sem preživel prehod iz prejšnjega sistema v ta sistem in vse oblike vzponov in padcev javne radiotelevizije v samostojni Sloveniji. Bil sem član sveta RTV po starem zakonu, po tistem zakonu, zakon o RTV Slovenija, ki je veljal od osamosvojitve do 2005 in član programskega sveta po aktualnem zakonu, ki še zdaj velja, ki pa ga želi nova oblast na hitro spremeniti. Sem ustanovitelj sveta delavcev RTV Slovenija, ki je edini tak organ delavcev po zakonu o sodelovanju delavcev v upravljanju v javnem sektorju in predsednik enega od reprezentativnih sindikatov, to je sindikata delavcev Radiodifuzije Slovenije v javnem zavodu, je reprezentativen in v dejavnosti. Torej, zakaj smo tu? Ta združba naša je tako heterogena, marsikdaj smo se naša mnenja zelo krešejo in smo si morda v kakšnih vprašanjih zelo vsak sebi v tem trenutku, pa smo na isti strani, ker smo ugotovili, da je ta zakon, ne samo, da ni dober, ta zakon je za RTV Slovenija in za Slovenijo, torej za demokracijo škodljiv. In bom tudi v nadaljevanju to poskusil utemeljiti, verjetno je moj predhodnik to boljš povedal, pa vseeno treba to vedeti. Torej, vladajoča koalicija je ta zakon sprejela na horuk, brez kakršne koli razprave. Svojo večino je kot tank v državnem zboru to novelo sprejela,
ni želela se ukvarjati ne z javnostjo, z javno razpravo, niti sindikati, s katerimi se bi pravzaprav morala, ne, z reprezentativnimi sindikati bi se morala vsaj pogovoriti, to je namreč veže nek sklep vlade še iz 15-18 let nazaj, ampak ko pridejo novi na oblast, pozabijo, kaj so prejšnji obljubili oziroma katere obveze so zapisane in seveda nas niso nič vprašali in so naredili po svoje. Kaj je cilj tega zakona? Zdaj bom citiral pod tem sloganom depolitizacije, bom citiral bivšo sodelavko Paško, ki je, ko so bili v studiu, izjavila, da ta zakon brutalno in radikalno izriva politiko iz RTV-a. Zdaj ta del, da izriva, ok, s tem se ne strinjam, ampak da je pa postopek brutalen, ne, to ste pa uspeli videti v tej razpravi, ki je zelo, kako bi temu rekel, frenetična, histerična in tako dalje. Zakaj je taka? Jaz ocenjujem zaradi tega, da bi se ljudi odvrnilo od bistva. Ne, da bi se ukvarjali z drugimi vprašanji, da bi se poskušali čustveno vplivati, da bi se poskušali vplivati na volivce, kdo je za eno stran, kdo je za drugo stran. Jaz tukaj v tem zdaj, kar bom povedal, vidim zgolj samo vsebinska vprašanja, ki bi jih bilo treba zelo poglobljeno pregledati, pa jih nihče seveda noče. Ne? In tisti, ki so to predlagali, poskušajo na vse načine pozornost odvrniti od tega. Citiral bom še en del te moje kolegice, ki je takole rekla, da ne gre zgolj za se pravi, za nek dogodek, ki se je zdaj zgodil, oziroma za neka aktualna stanja, pač pa je rekla natančno takole. Vem, kaj pomeni vpliv politike in konkretnih političnih strank in političnih akterjev na delovanje te hiše. To spremljamo praktično že zadnjih 30 let. Ko je voditelj vprašal, a ne samo zadnjih 2 leti, je v tisti silni ihti potrdila tisto, kar mi vemo, kar jaz vem, tisti, ki smo dlje časa v zavodu, to vemo. Ne samo zadnjih 2 leti, ampak zadnjih 30 let in več. Ve se, kdo je v prejšnjem sistemu obvladoval RTV, zlasti televizijo, ker je najbolj vpliven medij, in tudi torej zelo empirično, iz izkušenj vam lahko povem, kako je to izgledalo v svetu RTV in v programskem svetu. Politika vedno rine in bo prerinila v zavod, v vpliven medij, zlasti v televizijo in v informativni program, skozi vsa vrata, če ne sprednja, bo prišla na zadnja. Ne? In tukaj zdaj ne bo nič drugače. Gospod Gregorčič je lepo povedal, kaj to pomeni. Pod sloganom depolitizacije se bo pravzaprav zgodila prikrita še večja politizacija ali pa repolitizacija. Torej, če ne bi bilo te polarizacije politične, ne bi bilo težav. Če bi se politika lahko dogovorila, ni važno, kateri zakon bi bil, bi zadeve funkcionirale. Zdaj bom dal en zanimiv primer. Če bi se lahko po aktualnem zakonu dogovorili, kakšne bojo sestave programskega in nadzornega sveta, na način, kot se dogovorijo, ko volijo papeža za zaprtimi vrati, torej, da ne odidejo iz prostora, dokler se ne dogovorijo, teh težav ne bi bilo. In kdaj jih tudi ne bi bilo? Teh težav se ne bi nikdar zgodil, oziroma ne bi nastajale, če bi aktivistični novinari svoje delo opravljali profesionalno in objektivno. Če bi vsi delali objektivno in profesionalno, nikdar ne bi prišlo do težav, ni važno, katera politika bi bila, nobena se v to ne bi ubregnila in nihče ne bi imel z RTV-em težav. Zadnjih 15 let, več 20 let, pa kadar je govora o RTV-ju, večina vedno govori o televiziji in o tistem delu programov, ki spremlja in poroča, ki spremlja aktualno politične dogodke in o njih poroča. Še to bom povedal. Kampanja, ta referendumska in rekel tudi vse okrog tega, ta kampanja je zelo umazana. Vsakodnevno poslušamo laži, potikanja, insinuacije in tako dalje, zmerjanja. Osebno lahko povem,
zmerjanja v smislu, zdaj si se prodal, zdaj si desen, zdaj si janšist, zdaj si klerikalc, zdaj si konzervativc in tako dalje. Ampak, veste, pri tej histeriji, kaj se je v meni zgodilo? Zgodilo se je to, da sem pravzaprav ugotovil, da če sem prej malo dvomil, da morda kaj ni prav, da zdaj vem, da to sigurno je, da imam prav. In tisti, ki soglašajo z menoj, da imamo prav. Dotaknili smo se problema, ki se ga ne bi smeli. V javnosti se želi prikazati, da je v RTV-ju vse narobe, da v RTV-ju, da so vsi v sporu s programskim svetom, z nadzornim svetom in s kompletnim vodstvom zavoda in da so te razmere kaotične in se poskuša ustvariti vtis, da se tisti, ki protestirajo, iz nemoči obračajo na politiko, ne jih politika reši. V resnici ta zgodba ne pije vode in jo tudi nikdar ne bo. Za konec bom povedal samo še to. Treba je še nekaj povedati. Ne? Ves čas se tudi v tej kampanji govori o tem, da v zavodu traja stavka. Da stavkajo zaposleni v zavodu že koliko 100 in več dni. To ni res. V zavodu so se zgodile 3 stavke po zakonu o stavki, opozorili na, mislim, da je bil maj in potem v juniju in potem v septembru. Stavkal je del zaposlenih, stavko je vodila novinarska asociacija oziroma ta sindikalna asociacija, ki je seveda imela lahko tudi svoje podpornike in somišljenike, ampak ne stavkajo vsi. V zavodu je 2150 zaposlenih, je pa res, da je vplivni del, da je poklic novinarjev, ki je po naravi vpliven, da je postal že vplivni del v deležu RTV-ja. Zdaj jih je že skoraj 30% v celem zavodu. In tukaj se delajo velike razlike med tistimi, ki svoje delo, torej, ki so ustvarjajo programe, pa niso novinarji, in onimi drugimi, ki poskušajo pod krinko ceha povedati, da vsi novinarji protestirajo in da vsi novinarji, da so proti, se pravi, vodstvu, programskemu svetu in nadzornemu svetu. To ne drži, iz zagotovostjo trdim, ker so se tudi name obrnili, da niso bili vsi spraševani in se niso vsi izjasnevali o tem, ali bodo stavkali ali ne, in da tudi niso vsi stavkali. Ne? Kar pomeni ponovno, da se poskuša ustvariti vtis neke homogenosti, ki to ni. Moram povedati še nekaj. Imamo veliko novinarjev v zavodu, ki svoje delo opravljajo profesionalno, ki jih ne zanima politika, ki jih ne zanima, kdo je na oblasti, ki svoje delo profesionalno opravljajo in ki morda zaradi tega, ker poročajo o drugih stvareh, pravzaprav se jih politika niti ne dotika. V Republiki Sloveniji, to je pa moja trditev, je politika preveč pomemben šport. Postavlja se na prvo mesto. Zakaj se postavlja na prvo mesto in zakaj te protagonisti, te aktivisti, ki sem jih omenil, to se pravi reproducirajo? Iz preprostega dejstva, politika brez medija ne more obstajati in te, ki v mediju v politiki poročajo, tudi brez njih ne more obstajati ali pa obstajajo bistveno slabše. Proti zakonu sem zaradi načina in postopka, zaradi sporočila koalicija in vsi tisti pripravljavci zakona, ki so ga pač sestavili, pravzaprav niti niso skrivali svojih namenov, kaj ta zakon, kaj naj bi pomenil. Pomenil bi neko krinko, neko preobleko, v bistvu je pa slaba in ponesrečena kopija tega, kar smo že videli, in to ni bilo dobro in mora ostati na smetišču zgodovine. Ker je domnevno protiustaven, to ste slišali, gospode pred menoj, in ker je treba politiki reči stop, naredite javno razpravo, zakon o RTV-ju mora biti konsens družbe in tudi tistih, ki v zavodu delamo. Hvala. Hvala lepa, Tom. S tem smo zaključili s predstavitvijo naših mnenj. Sledijo vprašanja. Prosim, da vprašanje poveste še, iz katerega medija prihajate. Izvolite.
Sonja Koznicvetko SDA. Jaz bi imela eno vprašanje za vas, pa eno vprašanje za generalnega direktorja. Za vas me zanima glede vodenja programskega sveta. Del programskih svetnikov namreč meni, da ni v redu, da se na nek način ustavlja delo programskega sveta in da bi vi kot predsednik morali, zato ker sodelujete v kampanji, ne zamakniti sej, ampak imenovati namestnika oziroma priskrbeti namestnika, ki bi te seje vodil. In zdaj, če sem prav razumela, prišel tudi sklic za izredno dopisno sejo, na kateri bi preklicali ta ponedeljkov sklep o prekinitvi tiste seje in z njo nadaljevali. Skratka, ali se boste na ta sklic kaj odzvali, kako to komentirate? Hvala lepa za to izjemno pomembno vprašanje. Najprej naj povem, da to ni samo moje mnenje. Se pravi, sejo smo prekinili ne zaradi moje izločitve, ker sam ne vidim težave, recimo, da bi kot član programskega sveta razpravljal o PPN-ju. Prekinili smo tudi zaradi tega, ker je bila sklicana izredna seja, kjer bi moral generalni direktor odgovarjati na neke očitke. Se pravi, izredna seja, ki so jo sklicali, je bila namenjena temu, da zaslišijo generalnega direktorja. In v tem primeru on ne more podati nekega svojega namestnika, ker gre za njegovo osebno odgovornost, ne za odgovornost nekoga, ki bi ga on pooblastil. In s tem bi po mojem razumevanju, in ne samo po mojem, to bi moje domnevno razumevanje bilo, da bi s tem kršili volilna pravila. Programski svet ni organ enega človeka, to je predsednika, to je kolektivni organ. In temu sklepu je pritrdila več kot absolutna večina svetnikov, mislim, da je bilo 17 glasov za, ali 16, skratka več kot 15 je absolutna večina. Glede tega vašega sklica naj povem, da videl sem mail, nisem ga še odprl, se pa bojim in vsekakor bom odgovoril na to, ker kot predsednik odgovorim čisto na vse. In to znajo tudi svetniki, tudi tisti, ki zdaj sklicuje te seje povedati, tudi kdaj v javni razpravi, da sem korekten do vseh, ker tukaj čutim svoje poslanstvo v resnici. Na to bom odgovoril, se pa bojim, da niso poslovniško tega prav utemeljili, vendar tega ne želim podati, dokler si ne vzamem dovolj časa in zadevo dovolj preučim. Skratka, niste pa razmišljali, da bi nekdo drug namesto vas... Jaz imam namestnika. Vendar je programski svet odločil, absolutno, odločil z absolutno večino, da se seja prestavi na 28. november, to je en dan po referendumu. S tem se ne vpliva na referendumsko kampanjo in po mnenju večine v programskem svetu s tem ne bo v ničemer onemogočeno delovanje tega javnega zavoda. Naj povem eno stvar, ki jo novinarji ne morete vedeti, ker je bila seja zaprta za javnost, namreč javnosti so odprte zgolj plenarne seje programskega sveta, medtem ko seje komisij niso odprte za javnost. Ne me zdaj držati za besedo, mislim, da je bilo, spravi, v drugi polovici oktobra, bil je ponedeljek, ne vem, če je bil to 24. oktober, tega datuma nimam čisto točno, sem sklical skupno sejo vseh komisij. In to na podlagi sklepa programskega sveta sem na to sejo vabil tudi vse tiste člane, zelo malo jih je, ki niso člani nobene komisije programskega sveta. Programski svet ima 9 komisij, ki nekako sovpadajo z različnimi odgovornimi uredništvi. In kaj smo počeli na tej seji? Na tej seji smo usklajevali programsko-produkcijski načrt in smo preučevali, ali je vodstvo, to pomeni oba direktorja televizije, se pravi najprej generalni direktor, ki to predlaga, potem oba direktorja televizije in radija in vsi odgovorni uredniki, to je tretji nivo upravljanja tega zavoda, ali so upoštevali vse pripombe, ki smo jih podali na osnutek programsko-produkcijskega načrta, ki smo ga predhodno že obravnavali na seji programskega sveta, mislim, da celo 2-krat, oziroma smo od njih terjali pojasnila, če tega niso upoštevali. Naj povem, da smo se soglasjem tako rekoč se strinjali, da so vse pripombe ustrezno upoštevane, oziroma nekje so bili neki res malenkostni popravki, za katere so odgovorna uredništva obljubila, da jih bodo vključila v končni PPN. Čeprav moramo mi PPN sprejeti do konca leta, je PPN bil že na mizi. Jaz sem predlagal generalnemu direktorju, da ne poda še enkrat osnutka, vendar, ker je vse upoštevano, da odda že programsko-produkcijski načrt za naslednje leto. Mi imamo ta dokument spisan, imamo ga na mizi in kot že rečeno, vsi svetniki so bili na tej skupni seji in mislim, da ni bilo čisto nobenega glasu proti. Tako da sam ne vidim nobene težave, če zamaknemo zadevo za 10 dni, umaknemo PPN politizaciji, ker sklepam, da bi se morda začelo iz namenov referendumske kampanje, izključno iz teh namenov, trgati PPN, s katerim so se nekateri člani na seji, ki je bila zaprta za javnost in torej niso imeli priložnosti svojega javnega performansa,
bi začeli spreminjati svoje stališča, PPN bi, po mojem mnenju in tudi po mojih informacijah, ki sem jih dobil iz politike, imam svoje vere tudi v Gibanju Svoboda in tam so me upozorili, da te aktivnosti po Branimirju Pijanu naj bi usmerila Mojca Šetinc Pašek, poslanka Gibanja Svoboda, sam upam, da te izjave ne držijo. Vendar me je to resno zaskrbelo in sem tudi sam ocenil, da je bolje, da zadevo zamaknemo za 10 dni, kot da PPN v celoti raztrgamo in potem ima ta javni zavod težavo. Naj povem še to, da je PPN relativno podoben programsko-produkcijskim načrtom iz preteklih let, kljub želji, da bi to nekako začeli spreminjati v trend, kamor gre sodobni mediji, je to v tako velikem zavodu izjemno težko. To je razumljivo. Glejte, mi imamo 2100 zaposlenih. 2100 zaposlenih, ki so vajeni nekega starega načina dela in zadeva je pripeljala do te mere, da v resnici imamo izjemne kadrovske težave. Novinarji, tudi zato sem pristal na pogovore z nekaterimi novinarji, take zaprte, zelo osebne pogovore, o katerih se ne vodijo zapisniki, da bi naslovili ta vprašanja. Pogovarjam se tudi z bivšimi novinarji RTV Slovenija, ker sem človek, ki si resnično želi razumeti, kako ta zavod bazično deluje, razumete, organsko kako deluje. In zdaj bom podal svojo ugotovitev. Gre za eno stvar, ki je še nekako, pa to ne mislim slabšalno, ostanek neke prejšnje miselnosti sistema. Glejte, meni so bivši novinarji pojasnili sledeče. Pojasnili so, Peter, ne razumeš točno, kako deluje RTV. Na RTV so odvedno ljudje prišli in so prišli na najnižje plačano delovno mesto, potem so garali za svojega nadrejenega, se povzpeli recimo na neko mesto nižjega novinarja, potem so garali dalje in dalje in dalje in se morda tik pred penzijo dokopali do voditelja Odmevov. Verjemite mi, da to situacijo izjemno dobro razumem. Izhajam iz fakultete, kjer je bil v preteklosti, dokler ni nekaj zadnjih dekanov, mlajše generacije tega prekinilo povsem enako. Ljudje so garali, da so pred penzijo postali redni profesori in kaj se potem zgodi? Potem dobiš mladega človeka in kaj od njega pričakuješ? Pričakuješ, da bo plačal tisto tlako, ki si jo ti delal za svojega šefa. To seveda razumem in zato razumem tudi upor novinarjev proti tem novim mladim novinarjem, ki mislim, da so nujno potrebni, ko so prišli voditi Dnevnik in Odmeve. Sam tega ne gledam kot politični aktivizem. Ne. Sam gledam to kot čisto človeški vidik tega, ker sem bil del takega sistema nekoč v preteklosti in vem, kakšna je bolečina, ko te nekdo po levi in desni prehiti. Pa vendar poglejte, to škodi RTV Slovenija, ker zdaj, jaz sem recimo generacija X, prihaja generacija YZ. Te generacije ne zanimajo vaše procedure, kako boste vi da karikiram, od čistilca WC-jev prišli do voditelja Odmevov. Ne, oni imajo izbiro. Oni se zavedajo, da so fleksibilni, da ne rabijo priti v neko medijsko hišo in tam ostati do penziona. In s tem imamo mi težavo. In tukaj, to bo moral RTV spremeniti. In to je dodatna, hvala za to vprašanje, to je moj dodaten pomislek proti temu zakonu. Zakaj? Glejte, ta zakon daje 6 glasov od 17 delavcem v programskem svetu. Z vsem spoštovanjem, resnično cenim vsakega novinarja. Tudi tistega, s katerim se ne strinjam, posebej pa cenim tistega, ki pripelje gosta, ki mi gre na živce. Ker od njega izvem nekaj, kar v mojem mnenjskem mehurčku nikdar ne bi izvedel. Pa vendar, glejte, ne predstavljam si, kako bo 6 od 17 ljudi izvedlo te potrebne reforme, ki so potrebne ne zato, da bi ratalo samo to bolj pluralno, ampak zato, da bomo rešili kadrovsko stisko, da ljudje ne bodo odhajali. Glejte, ljudje odhajajo, ker je okolje toksično. Sam sem nekoč nekemu novinarju, ki je na nasprotnem, recimo, pol od mene, če lahko tako karikiram, rekel, v zadnjem času ne rad prihajam to stavbo, ker je toksična. In se ta novinar z mano strinjal. In veste, in to moramo mi rešiti. To je, zdaj pa, poglejte, imate 6, potem imate pa še, kot sem prej rekel, recimo 2 z Nacionalnega sveta za kulturo, pa enega za sveta za trajnostni razvoj, imate absolutno večino. Ti 3 so eklatantno jih imenuje politika. Politika per excellence, bolj kot je zdaj. In zdaj poglejte, kar je Tom prej lepo povedal. Politika rabi novinarje. Nobena pametna politika ne bo šla proti predlogom 6 zaposlenih, da ostane status quo. Pa morda so ti zaposleni nekateri v programskem svetu, poglejte si njihove letnice rojstva, njih verjetno, pa z vsem dolžnim spoštovanjem, jih neizmerno cenim. So tudi izjemni ustvarjalci. Vendar, veste, taki ljudje gledajo bolj tako, kako bi ohranili svojo inercijo. Smo doživeli na naši fakulteti enako.
Veste, nekdo je nasprotoval gradnji nove fakultete zato, ker ima še malo let do penziona in bi s tem zgubil parkirišče v mestu, v centru Ljubljane. Glejte, ampak to govorim vam zakaj? Govorim zato, ker to so izjemno človeški vidiki in pameten zakonodajalec to razume. In to primerno ureja. Ta zakon tega ne naslavlja. Mi bomo imeli težavo. RTV Slovenija, se ni problema, jaz si bom vdahnil, ko bom šel, ker je to izjemno garaško delo za v bistvu nobene nagrade. Celo ne samo, da ne dobim nobene nagrade, niti v smislu pohvale, dobim grajo, dobim neke plakate, kjer se me žali in zmerja. Nič za to. To je javna funkcija, sprejemam, sodi zraven. Vendar hočem vam povedati, ta zadeva, tudi ko bomo mi šli, se bo razgradila po sami inerciji. Zadnja taka organizacija, po mojem razumevanju, je Mura. Kje imate danes Muro? Ne vem, jaz upam in si želim, da se ne bo enako zgodilo z RTV Slovenija. Veste, in to nima nobene veze s tem, koga je nastavil Janša, pa koga Golob. Gre za notranjo organiziranost tega zavoda, ki ga je zaradi nove miselnosti, nove generacije. Mi bomo rabili nove voditelje, pa lahko nekomu podpišemo dosmrtno pogodbo, ampak enkrat bo umrl. Kaj boste pa potem naredili, če ne bo nihče drugi hotel priti od mladih v ta zavod? Še kakšno vprašanje? Izvolite. Arjen Savec, Nova 24, jaz imam vprašanje za gospoda Votmafa. Omenili ste, da trenutni zakon ne naslavlja težav z financiranjem in da v bistvu obstaja zastarel sistem financiranja. Bi mogoče lahko povedali, kaj bi potem vi spremenili oziroma kako bi tudi to v prakso verjetno financiranje potem uvedeli v delovanje? Hvala lepa za vprašanje. Glede financiranja, kot sem prepovedal, mi smo večjim vladam, najmanj zadnjim 4, oziroma aktualni pa zadnjim 3, pisali in opozarjali na te finančne probleme, ki izhajajo iz tega zastarelega okornelega sistema. Jaz sem že, ko sem kandidiral konec leta 2020 na to delovno mesto generalnega direktorja, napovedal program ukrepov za finančno sanacijo in to sem tudi izpeljal. Rezultat teh ukrepov je pod črto, da smo na stroških dela prihranili okoli 5,2 milijona evrov na letni ravni, kar seveda je omogočilo, da smo letošnjih 9 mesecev celo zaključili za plusom, kar nismo dosegli že vrsto let. Kljub temu, da se je tudi energetika drastično podražila, odhodki za električno energijo so porasli na letni ravni iz 3,5 milijonov lansko leto na 8 milijonov letos. Tako da kljub temu bi bili v tem letu lahko celo pozitivni. Zdaj nas je pa dejansko še udaril ta dvig plač v javnem sektorju, za katerega se je dogovorila vlada mimo RTV Slovenija, ker je pač RTV Slovenija del javnega sektorja in ocenjujemo, da bo ta dvig prihodnje leto povzročil za 5,1 milijona evrov na letni ravni več stroškov. Ob tem, da je že osnova tega stroška nižja, ker pač smo z upokojevanjem znižali število zaposlenih. Tako da vlada nam s tem seveda žal finančno situacijo samo poslabšuje, na naše pozive, prošnje se ne odziva, nobenega dialoga ni, to ni samo kritika zdajšnje vlade, ampak tudi preteklih, nobenega dialoga ni glede tega, kakšen bi moral biti sistem financiranja RTV Slovenija v prihodnje. In problem pa je, sploh če se v referendumski kampanji tudi, bom rekel, tudi del tega javnega diskursa usmerja v situacijo, v stanje na RTV Slovenija, to je problematično, kajti to stanje izhaja praktično v celotni meri iz tega neurejenega financiranja. Zdaj pa, če samo še to omenim, ker ste me vprašali, kaj je naša rešitev. Kot sem rekel, mi smo dejansko kar znatne prihranke na plačah ustvarili. Poleg te možnosti smo opozorili na možnost, da bi lahko vlada z nekim interventnim financiranjem zagotovila denar za neke aktivnosti, ki jih se zdaj ustvarjamo in upravljamo v javnem interesu, so pa takšne narave, da bi jih lahko tudi vlada financirala neposredno. To so recimo naši arhivi. Mi na RTV Slovenija imamo dejansko narodno bogastvo audio in video arhiva, ki ga v tem trenutku vzdržujemo in digitaliziramo sami in porabljamo za to pač RTV prispevek.
Druga možnost pa je, da bi vlada povečala sofinanciranje programov narodnosti. Mi vsako leto za programe narodnosti porabimo več kot 10 milijonov evrov. Vladnega sofinanciranja pa je za spoznanje več kot 2 milijona evrov. Torej 8 milijonov evrov, oziroma več kot 8 milijonov evrov gre spet iz prispevka. To so vse rešitve, ki smo predlagali, a je žal vlada pač jasno povedala, da se s temi vprašanji pač ne bo ukvarjala v tem času, oziroma da bo šele po uveljavitvi in tako imenovani depolitizaciji RTV Slovenija prišlo sploh do začetka razprave o tem, kakšni bodo finančni izgledi RTV Slovenija v prihodnje. Še jaz, generalni direktor, za vas vprašanje. Rekli ste, da boste seveda odgovorili na obe mnenji ministrstva v tej izjavi, vezano pa zapravo kaj pričakujete. Kampanja se bo zaključila prihodnji petek, pričakujete, da bi morda spremenili svoje mnenje, ki so tudi vašim argumentom. Pa sem rekel prej, žal mi je, da niso že v fazi priprave teh mnenj se obrnili na RTV Slovenija, ker bi lahko dobili vse podatke in dejstva. Jaz bom pozval obe ministrstvi, da dopolnite svoje mnenji z dejanskimi podatki in pričakujem seveda, da bosta obe vladni ministrstvi ugotovili, da je bilo moje ravnanje povsem korektno in tako, kot se zahteva, da ni nobenega navzkrižja, dejanskega navzkrižja interesov, oziroma da so ukrepi, ki sem jih sprejel, torej samo izločitev na eni strani, na drugi strani obvestilo programskemu nadzornemu svetu, da je takšno ravnanje pravilno in da v takšnih okoliščinah potem ne more priti do nobenega navzkrižja, ki se mi zdaj očita in zaradi katerega so mi bile kršene pravice iz 44. člena Ustave. Zdaj, po mnenju nekaterih bi morali po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije prijaviti vašo odločitev, da sodelujete v kampanji tudi komisiji za preprečevanje korupcije, da bi morali o tem odločiti, tega pač niste, zato se pač niste odločili, čeprav razumem. Jaz nisem prebral tega mnenja na ta način, čeprav razumem to mnenje, mislim, da o tem govorim mnenje Ministrstva za pravosodje. Oni trdijo, da bi bilo dolžno ravnanje tako, da bi obvestil KPK o navzkrižju interesov in počakal, da oni odločijo pač, kakšno je potem nadaljnje ravnanje. To pa ne drži, ker v bistvu to temelji na predpostavki, da naj generalni direktor RTV Slovenija naj ne bi imel predstojnika. Tukaj pa, kot sem prej opozoril, v odločbi KPK, ki je organ, ki dejansko nadzira izvrševanje tega zakona o preprečevanju korupcije in o integriteti, je že 2018 konkretno na primeru RTV Slovenija ugotovilo, kakšno je dolžno ravnanje in jasno povedalo, pri tem se je tudi sklicevalo na mnenje Ministrstva za kulturo, da generalni direktor ima predstojnika in to je programski svet. In tam je jasno zapisalo, uporabil je vezni člen oziroma, torej da se generalni direktor, ko se znajde v koliziji interesov, samo izloči oziroma obvesti predstojnika, v tem primeru programski svet. Jaz sem pa storil oboje. Torej, govorite o primeru tistega referenduma leta 2018, ne? Ne, govorim o... Ja, ampak odločba je bila, to pojasnilo je bilo v primeru... Ne, to pojasnilo je bilo dano v primeru druge kolizije interesov. Ne, ampak specifično na RTV Slovenija. Opozarjam pa na to, da Ministrstvo za pravosodje zmotno piše v mnenju, da bi moral obvestiti KPK, ker smatra, da nimam predstojnika. Ampak po mnenju KPK-ja ga generalni direktor RTV Slovenija ima in to je programski svet. To je to mnenje iz leta 2018, ne? Tako.